En lep prisrčen dober večer, spoštovane gledalke in spoštovani gledalci VTV televizije in oddaje Najvižja. Danes smo vstopili sicer malo bolj tak turoben dan, ampak obljubim vam, da skupaj z našimi glasbenimi gosti se bomo potrudili, da bo večer veliko lepši, vedrejši in da bo vse lepo. Torej, danes je mali petek in če ste pripravljeni, se udobno namestili na svoje kavče, potem je čas, da prisluhnemo prvi skladbi. Z nami so gosti, ki prihajajo z Primorske in Notranjske in Tik-tak in skladba Dovolj je dni v življenju. Dovolj je dni v življenju, da pozabim slabe dni. Ne štejem let, ki so za mano, ker ta svet se še vrti. V roki čaša vina za veselje in radost, za srečo ali pa za žalost, kakor pride kdaj. Črni maček prečka mojo staro pot in grem po drugi ali tretji, ker sem pač sam svoj gospod. Vrag v zemlji vse in tisto, kar z njim pač najrajši gre. Edino, kar velja, je duša in z njo dobro srce. Včasih pade nekaj dežja, ko se sonce skrije, meni pa se pesem budi spet in kot žarek sije. Rad s prijatelji sem se dni, z njimi rad nazdravim. Ko nekoč bom zapustil ta svet, naj pomlad cveti. Prijatelji sem se dni, z njimi rad nazdravim. Ko nekoč bom zapustil ta svet, naj pomlad cveti. Ko nekoč bom zapustil ta svet, naj pomlad cveti. Tako ansambl Tik-tak so z nami in pravijo, dovolj je dni v življenju. Zdaj bomo to kar na prvi roki, s prvo roko preverili, a je temu res tako. Boštjan, dobrodošli, živijo. Kako ste, fantje? Super. Super, kakšna je bila pot? Malce zastojem, ampak smo jih premagali in smo bili pravočasno v Velenju. Ja, to pa res. Moram reči, da se držite ure. Ja, Se zmeraj tako držite ure, tudi na nastopih, pa doma, ko vam žena postavi uro ali pa punca. Za nastope jaz, za domov pa me omenj. Poznam to, ja. Fantje, odkot prihajate? Zdaj, rekli smo, da ste z primorsko-notranjskih koncev, je tako? Tako, ja. Natančneje pa? Sedež imamo v Studenem pri Postojni, potem pa je tako taka lepa druščina. Eden je Švicar, Jernej, ampak iz naše slovenske Švice, to je Horovje, kako se reče to? Hribovje, nad Vipavsko dolino proti Sežani oziroma Zvrabč, potem Miha Harmonkar je iz Rovt, Anže iz Loške doline, no, jaz pa Uroš, basist, so brata, so potem Studinova.
Aha. Ja. Brata sta pa namensko tako narazen stojita v ansamblu. Zaradi prepira. Zaradi prepira. Okay. Mes malo do Jerneja stopil. Drugače, Jernej, spoznajmo Jerneja, on je najbolj zgovoren član ansambla. In ne, se zdaj hecam malo, ne bomo te preveč matrali. Jernej, povej, a se brata veliko prepirata? Ma ni hudobije, no. Ni hudobije. Ni. Včasih jih mirimo, ma drugače je kar v redu. Si ti tisti, ko jih narazen... Ja, seveda, sej videti, no. Je vprašal, ja. Ok, tako, tukaj imamo še harmonkarja, gremo naprej do Mihe. Zdravo. Ti pa verjetno hitro tečeš, ko si najbolj postavljen član ansambla. Ti verjetno zbežiš, če pride do kakšnega prepira, ali ne, Miha? A od bratov? Ja, recimo, ali pa tak, nasplošno. Ne, nobene sile. Ni nobene sile, se imate radi. Ja. Ok, v redu. Veš da. V redu. Kam sežejo, oziroma v katero leto sežejo začetki ansambla Tik-tak, nastanka ansambla? To bi moral spet Boštjana bolj vprašati. Jaz sem ves svež, ne? Ne grem naprej, se zdaj pa mislim, da Anže ve. Anže, ti veš, katero leto sežejo. Če ti bom jaz povedal, ker sem pogooglil, veš. Mislim, da 2006. 2007 sem prebral, da ste začeli na... Ja, ok, tu nekje, no. Pustimo, zdaj tudi nisem dober v letnicah. Sem danes imel malo sreče, da sem se spomnil. Pa drugače, kako se ti počutiš, si v redu? Fenomenalno. Si že dolgo pri ansamblu, verjetno ne od vsega začetka, če ne 9. 4 leta pa pol. 4 leta pa pol? Šta imajo fantje lepo? Normalno, če si... Amerika. Amerika, v redu. In gremo še do... Si vodja, predvidevam, da si vodja, Uroš. Ne, bi rekel vodja, jaz sem bolj strici za zadja. Tudi take imamo v ansamblih, ste videli. Okay, kakšno vlogo ima strici za zadja, povem zdaj? Ja, včasih spomne nekakšno stvar, ali pa kakšenkrat, ne vem, ko bi rekel. Ja, večinoma tudi morda bolj drezem. Pa tu. Super. Tako da imaš pozitivno vlogo v ansamblu, da si tak pozitivni strici za zadja. Včasih sem tudi morda malo strepen strici za zadja. Ok. Kako ste se pa fantje spoznali? Spoznali? V tej zasedbi mogoče, ali pa tudi na začetek? V bistvu samega začetka smo začeli tako, ko sva bila z Boštjanom brata. Kako si spoznal Boštjana? Se ne spomnim prav točno. Drugače pa Jernej od moje žene brat. Pa v štarti je bil še bratranc od Jerneja. Ta zgodba se je po parih letih zaključila, pa se nam je pridružil zdaj že bivši član, tedaj kitarist, pa pol malo kasneje še je harmonikaš Jan, zdaj sta pa z nami že Miha 4 leta, Anže pa 4 leta pa pol, tako da smo zadovoljni in veseli v tej postavi in upamo, da ustrajamo kar en lep seče naprej. Zagotovo, tudi mi si tako želimo, ko fajn zgledate in fajn zvenite, ne? Se trudimo, da bi zveneli kar se da lepo in dobro, ne? Ja, Boštjan je rekel, da ste okrogli, grem zdaj malo k Boštjanu. Vidi se, ja, Boštjan, da vam fajn gre, kaj ne rečem, sej to ni nič kaj slabega, ne? Vidim, da ti je še noša, prav? Ja. Da med korono si bil aktivn zelo. Ja, seveda. Ja, hčerko si dobil pred kratkim. Že 9 mesecev nazaj. Ja, iskrene čestitke, no si to ni taka dolga doba. Ne, se še prevajamo, ja. A ja, prva, mislim. Ok, super. Ja, pol pa še boš nadgradil... Mislim, kak je s tem? Boš povečal družino ali pustimo to za drugič? Bomo počakali zdaj, kako bo naprej. V redu, zmenjeno. Zdaj, če smo že glih pri družini, fantje nimajo ljubic, so vsi resni, imajo svoje punce, nekateri že žene. Slišali pa bomo en lep valček v izvedbi ansambla Tik-tak. Skladbo poznate, Ljubica, podaj roko. Se ne boš vrnila, ker ti solzno je oko, tudi tebi je hudo. Ali nekaj ti povem, gre življenje svoja pota, da ljubiti te ne smem, to že dolgo vem.
se vzela, spet bi rada se imela, večno bi pomlad cvetila. Ti pa me odklanjaš, le o bogatstvu sanjaš, za denar dobi se vse, le ljubezni ne. Rečem tiho, le ti hvala, saj obima je bilo, vendar prav lično lepo. Odhajaš svojo pot, vedi z mano boš ostala, spomni kdaj se le na mi, a čeprav kjerkoli že. Ko bi le hotela, midva bi se vzela, spet bi rada se imela, večno bi pomlad cvetila. Ti pa me odklanjaš, le o bogatstvu sanjaš, za denar dobi se vse, le ljubezni ne. Za denar dobi se vse, le ljubezni ne. Tako, ljubezni se res ne da kupiti z denarjem in fantje, to ste pa super odigrali in odpeli. Ja, vsaka čas, brez napake. Ja, hvala. Okay. Slišali smo res zelo staro skladbo iz zakladnice, slovenske zakladnice. Imate radi take skladbe, take starejše, bi mu rekel? Ja, v bistvu je tako, da kar radi preigravamo v bistvu te fantovske sestave. No, sicer tudi potem z Branetom smo sodelovali, smo tudi eno njegovo še naredili, ampak drugače pa ja, naš repertoar zajema Slakove skladbe, Fante z vseh vetrov, tle je kar tista glavna struktura. Ki jih preigravate na špilih, seveda. Si tudi pa še takšnemu sestavu, v katerem ste pač, ne? Slišali bomo zaradi pesmi, ja, kmalu, tako da tudi ta skladba je, o kateri si govoril, od Braneta. Torej z Branetom veliko sodelujete, ne? V bistvu zdaj je to naše sodelovanje že, mislim, da skoraj 10 let. Pač dobro smo se ujeli, dopada se nam ta Branetova, ta njegov žmoht, oziroma kako bi rekli, pač najdemo se v njegovih skladbah, toliko nas že pozna, da ve, kaj nam bi pašalo. Tako da ja, je to. Pa radi imamo tisto staro narodno-zabavno glasbo, kar se tudi sliši v naših skladbah. Super, ja, in mislim, da tudi gledalci in gledalke to zelo cenijo. Vse manj je tega slišati. Drugače pa še ostanemo malo prebrane, to tudi sam sem že bil večkrat pri njem in vem, da je vedno veselo, je zelo gostoljuben, vedno nareže nekaj dobrega, kakšno salamo. Imate vi kakšno dobro izkušnjo? Ste kdaj pri njemu prespali slučajno? Ne, prespali nismo, zato ker imamo zmeri še kakšnega, ki nas pelje domov. Je pa res prebrane to vsakič, gremo tako, z velikimi pričakovanji hnemo, zato vemo, da bo zmeri super in nas še ni razočaral. No, super, super. Ja, tako z gostoljubjem, s postrežbo, kot seveda ponovadi je to če kakšna skladba za domov, da imamo potem kaj zadelati. No, super, da bo poti. Še kaj naredite. Ok, gremo v malih Jernejev, vidim, da mu je dolg čas. Pa si zaheca malo. Jernej, povej mi, kdo so vaši vzorniki torej? A smo jih že naštela zdaj z... Slak, Fante z vseh vetrov in Brane Klavžar sigurno.
Zdaj drugih ne bi izpostavil, morda še kaj Miheliča, drugih ne bi izpostavil. Tako. Ja. Bilo je pa tudi veliko festivalskih uspehov, na katerega ste pa morda najbolj ponosni. Sigurno na Vurberške plakete in tudi Števerjana smo se vrnili domov z nekimi nagradami in tako. To je super. Ja. Veliko je nagrad in tudi težko je verjetno izpostaviti tisto, Ja, ki je... tako, ja. Super, super. Gremo naprej. Miha, kaj pa najrajše preigravate? Torej, ne raje. Pravzaprav sem hotel vprašati, kakšni nastopi so vam najbolj všeč? So to festivalski, so to veselice, poroke, Abrahami? Ali... Vse nastopi so nam vsi super. Ne? Zdaj, zelo radi udeležujemo festivalov, kot sta že ostale dva fanta povedala. Zdaj, pri nas je še največ porok, no. To so je tako najlepše stvari, ja, ki se dogajajo. Ne. So pa festivali takšna dobra odskočna deska, pa tudi prisilijo najbrž ansambl delati nove skladbe. Točno tako. To mi je znano. Okay. Nič, gremo naprej k glasbi, ker zelo prijetno vas je poslušati in naslednjo skladbo, ki bomo sedaj slišali, je zopet ena iz zakladnice prelepih narodno-zabavnih viš zaradi pesmi in ansambl Tik-tak. Spet zapel pod oknom tvojim, kakor nekoč pozno bo noč pisem zvenila. Nocoj obljubil bom zvesto bo večno, tebi dekle, ki čakaš me zvesto doma. Priznam, predolgo sem po svetu hodil, viže igral, sebe razdal, na te pozabil. Na koncu sem spoznal, le ti si prava. Tebi bom pil, za te živel, dneve noči. Le zapoj, fantič moj, naj odmeva tja prek vasi. Zaigraj kot nekdaj in obudi spet stare dni. Ko pa dan bo prišel, novo pesem mi zaigraj. In če kdaj boš odšel, vrni se spet nazaj. Ko pa dan bo prišel, novo pesem mi zaigraj. In če kdaj boš odšel, vrni se spet nazaj. Če kdo te vprašal bo, zakaj tako je, reci mu le, da ljubiš me zaradi pesmi. Da rada imaš napev domače glasbe, da vižata gre do srca dobrim ljudem. Le zapoj, fantič moj, naj odmeva tja prek vasi. Zaigraj kot nekdaj in obudi spet stare dni. Ko pa dan bo prišel, novo pesem mi zaigraj. In če kdaj boš odšel, vrni se spet nazaj.
igraj. In če kdaj boš odšel, vrni se spet nazaj. Lep valček smo slišali v preobleki ansambla Tik-tak v originalu, seveda ta valček izvaja ansambl Braneta Klavžerja in jaz sem spet pri našemu Boštjanu. Boštjan. Živijo. A ti je že kaj vroče? Pa no, noša pomaga, po zimi nas greje, poleti nas hladi. A ste vedno tako lepo urejeni na nastopih? Presegate na nošo na vseh nastopih ali ste... Ja. Edino, če je želja za poroko, ko igramo, da nismo v nošah, ampak to je res majhen odstotek, rač pa je vedno v naših narodnih nošah. To pa zelo lepo in pohvalno, ker je malo takih ansamblov, ki bi presegali. Zmeraj več vidimo raztrganih kavbojk, pa to, kaj pa na to meniš? Ja, ti ni prijetno tako preveč všeč? Ne, zaenkrat mi še kar bežimo od kakšnih psov, da nas ne raztržijo. Okay. Ja, ne, pač mi presegamo na narodno nošo. Pač. Nekako vidimo, da gre to s to našo glasbo skupaj in zato ustrajamo tako. Spravi, je pa lepo, sej veš, poleti tudi hladi, ne? Tudi če smo precej sloj oblečeni. Ne, še ni bilo kdaj, da bi me hladilo v noši. Da tu si že malo za nos me zdaj potegnil, da vas hladijo, res? Ja, seveda. A imate noter... Ja, imamo hladilnike montirane. Hladilnike montirane, verjetno. Ok, naj ti bo. Po čem misliš, Boštjan, da se vas ljudje najbolj spominjajo, recimo, na nastopih? Kaj je tisto, ko na ljudeh pustite največji vtis, bom rekel? Je to petje, je to... ste zabavni, ne vem. V bistvu največkrat smo slišali neko pohvalo na račun našega petja, tako da v bistvu ta bi bila tista zadeva, ki bi jo lahko izpostavili. Zdaj pač trudimo se, da smo zabavni ponovadi, tako da smo bolj zabavni, ko smo pod odrom, kot na odru. Tako da ja. No, vsega pomalo v glavnem, ampak na prvem mestu glasba. Tako, pač skrbimo, da je kvaliteta, pač kolikor je v našem moči, skozi cel nastop se trudimo čim bolj kvalitetno izvajati našo glasbo. Super. Zakaj meniš, da v vašem koncu, mogoče v vašem območju, to pomeni, mislim na Primorsko, Notranjsko, ni toliko ansamblov kot pa recimo na Štajerskem? Zakaj je temu tako? Ali je to kriva? Pa v bistvu, to je tako precej težko vprašanje, v bistvu tudi večplastno. Sicer so se trudili, pa če vemo, so bili moderatorji, naprimer tam na našem lokalnem radiju. Andrej Bratoš je v bistvu zelo dobro skrbel za narodno-zabavno oddajo in s tem tudi pač promocijo. Rekel takrat, v bistvu, ko se je on poslavljal, je bil tudi ta največji naval narodno-zabavnih ansamblov v naših koncih. Mogoče malo je tudi prediha teh hrvaških skupin. Ne vem, enostavno pač ni, mogoče tako ta narodno-zabavna glasba tako popularna, kot je v vaših koncih. Ste pa najbrž doma zato toliko bolj lepo sprejeti in vas imajo radi, a ne? Ja, zdaj doma moramo tako zraven narodno-zabavne še kaj drugega odigrati, da smo potem še bolj sprejeti. Verjamem. Drugače pa povsod je lepo, sam doma, ne? Mislim, ne, keco vse, pač, kar se tiče nastopov, mislim, da je verjetno veliko, saj moje mnenje je tako, da je veliko lažje in bolj sproščeno nastopati, kje druge mogoče kot v svojem kraju, se bo strinjal. Doma je mogoče najbolj prisotna neka trema, želi se pač res pokazati najboljši luči pred domačimi, tako da je, ampak je pa tudi, po druge strani pa tudi lepo tudi doma nastopati, da se lahko pokažeš vsake toliko časa. Sicer zdaj tam v nas je vasi nasitek poslušal, kadar imamo prvo rošovaje, smo tako pri odprtih garaži, da lahko slišijo, kaj delamo, sicer pa no. Super. Posod je lepo. Sam doma ne. Keca vse. Gre malo do Uroša še. Uroš, zdaj še pa ti povej. Ja. Kjerem koncu Slovenije so največji veseljaki? A bi lahko izpostavil kakšen konc, kakšne so to Štajerci, Korošci, Primorci, Prleki, ne vem. Po naši jaz
Po moje, to je moje osebno mnenje, mislim, da so vaši konci, da ste bolj veseljaki, kot mogoče v naših. Ali pa zdaj morda ocenujem tu skozi to, da ste prej na plesišču. Se pravi, ko se začne muzika, da se ne čaka 2-3 komade, ampak je takoj plesišče polno. V domačih koncah je to kukar kje, spet težko je, tu so, bo rekel, take malo delikatna vprašanja. No? Ja. Kako ste pa vi s plesom radi plešete, oziroma imate priložnost sploh kdaj zaplesati? Ja, mislim, priložnost. Ja, to bi mohel tako, ne, zdaj, ne, žena verjetno me gleda, ne, ona bi rada, jaz pa ne lih, ne. Vse mi je znano, kot bi sebe poslušal. Ja, ne. Pa pravijo, da smo muzikanti, vsaj po večini slišam, pravijo si, da smo štorasti plesalci, ali se strinjaš s tem? Ma nisem nek, ne vem, kakšen plesalc, zato ker pač, ja. Ker raje igraš. Tako, no, tako. Raje ti zabavaš drugega, ne se drugi matrejo pa plešejo. Tako, jaz, da drugi plešejo tako, kar jaz igram. Okay. A imate kakšne rituale posebne pred nastopi? Se spodbujate z besedami, greste prej na kavo ali bilo kaj, ne vem? Ma kava je konec koncu, ne vem, na poti na vsak nastop. Tudi danes je bila, na primer, ne? Danes smo šli še na krov po domače, ne? Mislim, mi drhač tudi dojemamo, kadar gremo čez ti skripčk, ne? Okej. Je to pravo doživetje. Tako, na nek način nek praznik. Praznik, okej. Anže, imaš rad gasilke? Mislim, tako nasplošno sem mislil. Ja, seveda, itak, ja. Ja. Ker zdaj bomo slišali eno skladbo, ki je posvečena prav gasilkam. In ansambl Gadi nam bojo to zašpilali. Na veselici sem jo srečal, v uniformi je bila, da je gasilka je dejala in da bi z mano plesat šla. Bila je lepa kot nevesta, čeprav v uniformi le, požar v meni je vnela, da od mene teklo je. Gasi, gasi, gasilka, daj pogasi moj požar. Gasi, lepa gasilka, srce gori kot kak vulkan. Gasi, gasi, gasilka, kot v peklu vroče je. Gasi, moja gasilka, saj v srcu kar ure. Na to so noč sva se ljubila, da pogasila je požar in od sebe je spustiti, želel nisem nikdar. Zato oženil sem gasilko, saj res pravo je dekle, saj vedno ko lepo pogleda, zopet plamen vname se. Gasi, gasi, gasilka, daj pogasi moj požar. Gasi, lepa gasilka, srce gori kot kak vulkan. Gasi, gasi, gasilka, kot v peklu vroče je. Gasi, moja gasilka, saj v srcu kar ure. Gasi, gasi, gasilka, kot v peklu vroče je. Gasi, moja gasilka, saj v srcu kar ure. Gasi, moja gasilka, saj v srcu kar ure. Ansambl Tik-tak se je malo spočil, mi smo slišali čisto novo skladbo Gado, vročo in ki verjamem, da bo odmevala na gasilskih veselicah tudi. Torej, imate radi tudi vi verjetno gasilske
veselice, še rajš imate čvapčiče, predvidevam, in to. Saj, tako je moje mnenje. Jaz najboljše na gasilski veselici so seveda plesavke in čvapčiči. Ja, Se strinjaš? Ja, sam mi imamo pa tle eno zanimivo zgodbo, to je bilo še v bistvu 10 let nazaj. Igrali smo v Goriških Brdih med tednom veselico in nam prenese tako ponavadi, ne pač za nas ne, tak obširen pladen je bil, ne, tako 2/3 tistega mesa, žara, pa 1/3 zelenjave. In mi smo pojedli najprej zelenjavo, pa smo šli vprašati, lahko dobimo še malo zelenjave. In smo rekli, a ste vegetarijanci? Ne, nismo, sam bilo pa tako že v drugi polovici poletja, smo v bistvu imeli res čevapčičev že kar polne trebuščke. In pa, a vam prinesmo še več zelenjave? Ja, prosim, in so nam prinesli še en pladen zelenjave, tako zelenjavo smo vso pojeli in me vse ostalo. In organizatorjem je bilo nečasno, te fanti so vegani. Ampak nismo pač, pojemo tudi kar radi meso, vse je videti, no pač. Ja, pa sej, ja, no, kaj ne rečem. Verjamem, mislim, res sem tudi zdaj jaz ostal brez besed, da ste meso pustili. Kaj takega se pa redko zgodi. Sicer res tudi v tej naši 15-letni zgodovini se nam je samo enkrat zgodilo, ampak no, zgodilo se pa je. Zgodilo se je, v redu. A ste kdaj razmišljali o tem, da bi imeli v ansamblu pevko? Pa ne, se imamo basista. Če je treba, tudi on zapoja tiste visoke tone. Aha, tako da Uroš je vaša pevka. Ja, če je treba. Vaš cvet ansambla, po domač povedano. Ja, No, super. če je treba, njega uporabimo. Pa rečemo, če bi jo slučajno imeli, recimo, kdaj v prihodnosti. Ja. Katera je tista pesem iz zakladnice, recimo, da bi jo prvo naredili z pevko? Katero misliš, da bi zapeli in posneli mogoče? Odbraneta mogoče kakšno? Ja, definitivno spomni se. To je krasen. Resen krasen valček. Ta bi bila verjetno, če bi lahko ukazal, bi bila jaz. Bi bila ta prva. Zdaj za tebe smo že ugotovili, da dobro delaš na podmladku, a so tudi ostali člani pridni? Ostali so bolj pridni. A so bolj pridni so kot ti? Z izjemo Anžetak se v bistvu še malo manj priden kot jaz, ampak ja. Aha, drugače pa ste vsi zasedeni, poročeni, ali še ne, moramo kak ženitveni oglas narediti? Ne, ženitvenega oglasa ni treba, v bistvu so 3 poročeni, 2 so pa srečno oddana. Ja? Ja. Super. Kakšna je razlika, recimo, kaj opažaš med poročenimi pa med vama, ko sta oddana? Pač jaz pa že nimava ure za domov, ker one pa morajo biti do določene ure domov. A, tem je razlika, ena obuje za dodatna. V redu. Kak pa je, Boštjan, biti muzikant in starš hkrati? Bom rekel, je to veliko odrekanja. Kak je zdaj, recimo, ko imaš doma dojenčka, zdaj ni več dojenček. Ali še je? Še je, v bistvu, bo rekel, zdaj pač ta čas, še to, bo rekel, ta zima, ki je bila, je šla kar na roko, tako da sem bil lahko dosti doma. Je težko iti verjetno od doma, ali je biti fajn? Pa v bistvu ja, zdaj je malo težje, ampak jih tako pač. Kadar dolžnost kliče, pa če treba iti. Je treba iti, tako. Super. Gremo naprej z glasbo. Slišali bomo spet eno skladbo v izvedbi ansambla Tik Tak, naslov skladbe pa Kako si kaj. Kako si kaj, prijatelj moj, pogosto me sprašujejo. Prav dobro sem, še bo, v zvezdah je zapisano. Živim samo za zdajšnji čas, me za prihodnost ne skrbi. Prav vsak dan mi pozlati čisto majhne radosti. Sinoči mi dejala je potihem moja ljubica, da vidno le ostal bo mi, da me neskončno rada ima. Od sreče, kar razganja me, najraje v sobi bi svit, ki prav vsak dan zame je barve mavrične odit.
prijatelj se, če kdaj ti vse narobe gre, kar boš pozabi drugo vse, poslušaj svoje le srce. Kako si kaj, prijatelj moj, zdaj tudi druge vprašam jaz. Kaj se zgodilo ti je spet, da je otožen tvoj obraz? Poslušaj dobro moj nasvet, še najbolj svoje pa srci. Dobra volja fantovska, stran odžene vse gorje. Prijatelj se, če kdaj ti vse narobe gre, kar boš pozabi drugo vse, poslušaj svoje le srce. Kar boš pozabi drugo vse, poslušaj svoje le srce. Tako, gledalke in gledalci, upam, da ste se kaj zavrteli doma, tako pred TV ekrani in odlično polko smo slišali. Zdaj grem pa spet k ritem sekciji. Uroš. Povej, Jure. Pozabil sem, kaj sem hotel vprašati. Heto vse. Ne, heto vse. Povej, se ti je zgodilo kaj, mislim tebi, se vam je zgodilo že kaj zanimivega na nastopih takega, da bi lahko tudi našim gledalcem in gledalkam povedala, kakšna anekdota mogoče iz nastopov? Ja, iz poti na nastop, da nam je kombi, rekel po domače, sprehod, da so nas pole z nekim traktorjem vlekli gor, da smo prišli na ta prav kraj. Kaj je bilo še kaj tašno? Zdaj se res prav... Ja, nošo smo pozabili, ja, da so nam mogli starši pripeljati za nami nošo in tu nje, sam pol urce je bilo precej daleč, ne? No, dobro. Jaz... Ja, tako, ja. Pa škorne, ja, tako, ja, pač se zgodi, ne, živimo človeka, se zgodi, ne. No, super, tako je. Imate, fantje, kak zanimiv hobi, mogoče, vam ostane še sploh časa, poleg glasbe in službe, za kaj drugega? Jaz bom zase rekel zraven hobi, ja, včasih je bil modelarstvo, z avtki, RC avtki sem se ukvarjal, ampak res že dolgo časa ne. Ja, včasih se je najdel kakšen motor, pri sebi, mislim, da že je tudi nekaj v tem stilu bil. Ja, zdaj za ostale fante pa ne vem konkretno, kakšen hobi bi kaj imeli, kakšne, ne? Ja. Se bojijo fante, da ne bi kavči pod stropo šli. Ne, Boštjan je prej zaupal mi, da znamke zbira, pa puzle sestavlja. Ja, tudi pa servetke včasih zbiral. Servetke zbiral. Že, kdo je v ansamblu največji zabavljač? A sta to brata? Eden od bratov. Eden od bratov, predvsem. Kar zraven mene, Uroš. Uroš, ne. Ja. Sem slišal, da on je bolj pod odrom, na odru je pa bolj Boštjan, ali kako je s tem? Ja, Boštjan je bil tako uraden, ne. A je uraden človek, se mi je zdelo, da je bolj... Govart, ne. Ti pa skrbiš, da ritem teče, ne? Ja, tako. Tako, super, ti tudi gre, no, moram povedati, da svoje nalogo dobro upravljaš, tako. Ok, gremo naprej k skladbam, čas beži in veliko je še skladb, ki jih bomo danes slišali in naslednja skladba bo pa zares čisto iz srca, kajti naslov skladbe je Melodije srca. Pripravlja zadnje še sence po cisti hiti in izginjajo v noč. Topel je dom
vsi bili, mladi in srečni brez skrbi. Melodije srca, beseda prijazna kopla vmes, vse to od nikdaj, trdna je naša vez. Melodije srca, beseda prijazna kopla vmes, vse to od nikdaj, trdna je naša vez. Naj kar dežuje do pozne noči, nam do živega ne more. Zjutrom morda sončen dan se rodi in naš praznik pozlati. Melodije srca nam bodo zvenile kot nekoč, ko smo še skupaj vsi bili, mladi in srečni brez skrbi. Melodije srca, beseda prijazna kopla vmes, vse to od nikdaj, trdna je naša vez. Vse to od nikdaj, trdna je naša vez. Spet smo slišali krasen valček, z nami še vedno ansambl Tik-tak, zgovorni fantje. Veliko skladb imate že posnetih. Jih štejete? Veste, koliko je že avtorskih skladb? Ja, v bistvu jaz imam eno tako preglednico, ker imam napisane avtorje pa vse. 23 jih je v bistvu do zdaj, s tem, da jih je samo 21 predstavljenih, 2 še čakajo na predstavitev, se bo pa zgodili v kratkem. Ja, ker se boste udeležili letos tudi festivala, vsaj enega. Dveh. Ja, enega Vurberg je prvi, 24. junija in v Števarjanu 3. julija, tako da kmalu še tiste 2 skladbe ugledajo ljud sveta. Super, mi bomo držali pesti, da vam čim bolje ratajo nastop in da boste na koncu zadovoljni. Kako pa nasplošno izbirate skladbe? Ne vem, na kaj dajete poudarek? Na besedilo, aranžma, morda melodijo ali skupek vsega? Nekako skupek vsega. Ponavadi je tako, da pri branju Zel nam že prej pripravi kakšen osnutek, pa nam pošlje, pa preposlušamo. Največkrat se je pa v bistvu zgodilo tako, da ko smo prišli k njemu na dom, da nam je v bistvu predstavil kakšno skladbo, 2. Ponavadi je bilo tako, da tisto, kar nam je predstavil, smo ponavadi vse vzeli, ker je enostavno pač, tako kot bi bilo slišati, ta melodija srca, bila pač skladba, ki nas je v bistvu prevzela že po tistem prvem osnutku, ko nam je Brane predstavil in smo rekli, ta skladba je naša in ja, pač ima res tiste prav čut z dobro glasbo in smo veseli, da lahko tudi sodelujemo z njim. No, super. A ste nastopali že kdaj tudi izven naših meja, oziroma imate želje iti po svetu, našim sosedom mogoče? V bistvu smo že nastopali Italija, Avstrija, tudi na Hrvaškem smo že Poroko odigrali, ja. Tako da pač ja, nekaj izkušenj smo imeli, včasih so bile želje tudi z kakšno turnejo čez lužo, zdaj pa z družinami so se te želje malo ohladile. Razen, če bi šle družine zraven, ne? Ja, če bi šle pa lahko družine zraven, pa verjetno bi tudi tako povabilo sprejeli. Ja, mogoče pa res rata vam v prihodnosti iti tudi preko luže. Kako se pa regenerirate, recimo po napornih nastopih, dolgo spite, ne vem, a je kavč tlačite, ali kaj ste rekli? Ja, v bistvu
tu sem se sprehecel, drugače pa v bistvu jaz tako do tiste nedeljskega kosila odspim, pa malo še druženja s prijatelji, pa tako čim tiše okolje, da je potem sploh naslednji dan po kakšni veselici ali pa poroki, kar paše. Pa čim manj besed, ne. Tudi, mislim, ponovadi je veliko vprašanj, kak je bilo na špilo, a so fejs plesali in pa vse te vrste. To smo mislili, da se sam pri nas dogaja. Ponovadi je tako, je bil kakšen poznan, tako da je pa res to, da je Slovenija majhna, da skoraj še ni bilo nastopa, da ne bi nekdo nekoga poznal ali poznal nekoga iz našega kraja, tako da mora biti kar pazljiv v Sloveniji. Ja, res je. In pazljivi bomo ostali tudi mi malo še. Večno bo živela mama. Evo, še ena lepa, ki je posvečena vsem mamam. Rad spominjam se otroških dni, tvojih malih drobnih nežnosti. Dobri zlati duh družine, bila si draga mama ti. Zgodaj sem se v beli svet podal, sploh ne vem, če to bilo je prav. Sama, neskončno sama, ob ognišču domačem živiš. Tebi, mama, so namenjene ta večer najlepše vse želje. Zate naše melodije nocoj ubrano naj zveni. Gledam nepozabni tvoj nasmeh, obžalujem vsak mladosti greh. In šele po dolgih letih vidim solze v tvojih očeh. Nekoč prišel bo tisti čas, ko v ognišču bo zavladal mraz. V srcu naše domačije ne bo zatlila iskra več. Drobna lučka le ostala bo, pod razpelom za spomin slovo. Večno bo živela mama, mi na dušo trosila zlato. Večno bo živela mama, mi na dušo trosila zlato. Lepo skladbo smo slišali, skladbo, ki se je najbrž dotaknila vseh mam, slovenskih mam in do Anžeta, gremo svet malo. Povej mi, Anže, se radi? Jernej. Jernej. Sorry, Jernej. Malo sem zamenil, vas je veliko, se me razumeš. Jernej, povej mi, a se radi vračate domov? Vprašate še vedno, čeprav ste že odrasli starše za kakšno mnenje? Ja, sigurno. Greste radi sem na župco, nedeljo popoldne? Na juho, ja. Na juho, ja. Tako, ja, na župco. Starši so verjetno tudi bili pomembni faktor, verjetno so vaši prvi obzorniki, da so vas popeljali v svet glasbe. Ja, tako. Imate korenine tudi glasbene v družini? Ja, mama spela, oče tudi. Super. Tako da, Tako da, kak že pravijo, jabolko ne pade daleč od drevesa. Tako, ja.
Ok. Od hruške. Jabolko ne pade daleč od hruške. Dobro, gremo naprej. Zdaj še pa ti zaupal. A ima kjer od članov ansambla Tik-tak kakšno tako hibo? Hibo v smislu, ne vem, da vedno zamuja, da je neroden. A si to prav ti? Ja, zadnjih par trenutkov je sigurno sem jaz ti spravil. Ja. Zamujam. Ko zamujaš? Ja. So še kakšni posebni razlogi za to? Je vedno drug izgovor ali se niti ne upravičuješ preveč, ker že vejo, da bo zamudil? Ja, zdaj že vejo. Okay. Ne, mislim, da so kar konkretni razlogi, zakaj zamujam. Ja, razmere na cestah, pa to, pa delo na cestah. Je, so doma otroci, ki te težko spustijo, ne. Spet kam greš, ne, in tako naprej. Pa žena, pa... Seveda, tudi žena. Ja, tudi žena te ne spusti kar tako, ne? To pa. Ne sme povedati. Povej, a ste že kdaj napihali? So vas ustavili policaje, pa ste kdaj napihali že? Pa ne. Ne. Nas pa zelo težko, po mojem. Tudi če nas bi ustavili, še ustavili, a so nas pa kdaj ustavili, ne vem. No, ne. Tudi če nas bi... Se vaše policaje izogibajo? Ne, z Italije. So bili italijanski policaji? Ja, takrat je dobro, da smo bili v bistvu še v tiste prve sestave, ki je bil še od Jerneja bratran z nami, da je znal vse on malo italijansko, ker če ne, mi bi se verjetno roke malo polomili, ko bi se pogovarjali z njime. Ste zapeli kakšno jim? Ne, smo bili kar precej v strahu. Zato, ker to je bilo ponoči, zdaj pač karabinjeri, kadar pridijo s puško in ko so nas ustavili, mi smo bili pač v momenti taki verjetno... Ja, tako je Uroš rekel, po domače povedano presrani, kaj pa je zdaj. Pa bi tako so nam povedali, da je sam redna kontrola, šofer takrat je bil Uroš, je mogel pač pihati, napihal ni pa nič. V bistvu, tudi smo tako najslabš zgleda z nastopa domov, če mi dali pihati, po mojem bi policaji mislili, da se mi je tista frulica pokvarila. In bi šel na odzem krvi, ne? V promilih sem zato govoril, ker slišali bomo zdaj eno skladbo, ki ima naslov 200 promilov in Foxtali nam bojo to zaigrali. Me stavi policajka, avto peljal sem na stran. In ko šipo sem odprl, mi polepšala je dan. Čeprav me strogo vpraša, če morda popil sem kaj. Sem raznežen, da si rekel, nisem vendar, ko bi vsaj 200 promilov napihal bi zate, 200 promilov za tvoje srce. Sem v hipu, zaljubi se vate, vem, da srečam te nekje. 200 promilov vozniška adijo, 200 promilov za tvoje oči. Moji metulji že k tebi letijo, tebe pa nikjer več ni. Mi verjela je in hitro me naprej spustila je. Sanje šle so k vragu in odšlo je upanje. Zdaj po isti poti vozim, kot da bil bi v zadet. Upam, da kje me ustavi, da spregovoriva spet. 200 promilov napihal bi zate, 200 promilov za tvoje srce. Sem v hipu, zaljubi se vate, vem, da srečam te nekje. 200 promilov vozniška adijo, 200 promilov za tvoje oči. Moji metulji že k tebi letijo, tebe pa nikjer več ni.
promilo, vozniška adijo, 200 promilo za tvoje oči. Moji metulji že k tebi letijo, tebe pa nikjer več ni. Moji metulji že k tebi letijo, tebe pa nikjer več ni. 200 promilov, slišali smo veselo polko, tako da so se spet naši fantje malo spočili in da smo malo poklepetali. In čas tako hitro v dobri družbi teče, da se že bližamo koncu. In za na konec se spodobi tudi vprašanje, kakšni so vaši cilji za prihodnost, vaše želje, mogoče. V bistvu, zdaj cilji so tako kratkoročni, da se čim bolj predstavimo na teh prihajajočih festivalih. Sicer letos pomladi smo se malo hecali, mi tako na 5 let izdamo zgoščenko, ampak letos bomo sicer res praznovali 15 let za Martinovo, ampak nam te tretje zgoščenke pač ne bo uspelo sestaviti, ker vemo, kakšne so bile pretekle 2 leti. Tako da nekako zdaj bomo delali še v naslednjih 3 letih. Uroš pravi, da kadar bomo polnoletni, pa da bomo predstavili našo tretjo zgoščenko, smo v bistvu že na dobri poti, pa seveda nastopati čim več, kakor nam bo omogočeno, pa nove skladbe, take z dušo, da bomo ustvarili še naprej. Super, fantje. Vse dobro, vam želim tudi jaz na vaši poti. Ostanite še naprej tak fejst, fantje, večkrat pridite k nam na Štajersko oziroma Koroško in pa lepo pot nazaj domov, ne? Hvala lepo, da ste bili naši gostje. Vam pa, spoštovani gledalci in spoštovane gledalke, želim prijeten preostanek večera. Upam, da ste uživali ob lepih vižah ansambla Tik Tak in prisluhnimo še eni za konec. Drugač pa lepo bodite in vidimo se prihodnji četrtek. Le ljubezen prinaša svoj čar, pa zaključna viža. V srcu bila je sreča, ko sem te jaz spoznal. Prav vsak trenutek sem zate, draga, se žrtvoval. Dal sem ti vso ljubezen, nudil ti čisto vse, kar si hotela, želela, a ti zapustila si me. Še danes se sprašujem, daj mi povej, zakaj. Mar ti drug fant je obljubil na zemlji tejle raj. Res, da bogatstva nimam, vendar imam srce, ki enkrat našlo pošteno in skromno bo zame dekle. Vsakenkrat sam spozna, da edino bogatstvo srca je ljubezen, ki vsak jo od nas le drug drugemu da. Enkrat mine prav vse, a ljubezen ostala bo še. Kaj denar, ko si star, le ljubezen prinaša svoj čar. Enkrat mine prav vse, a ljubezen ostala bo še. Kaj denar, ko si star, le ljubezen prinaša svoj čar. Še danes se sprašujem, daj mi povej, zakaj. Mar ti drug fant je obljubil na zemlji tejle raj. Res, da bogatstva nimam, vendar imam srce, ki enkrat našlo pošteno in skromno bo zame dekle. Vsakenkrat sam spozna, da edino bogatstvo srca
je ljubezen, ki vsak jo od nas le drug drugemu da. Enkrat mine prav vse, a ljubezen ostala bo še. Kaj denar, ko si star, le ljubezen prinaša svoj čar. Kaj denar, ko si star, le ljubezen prinaša svoj čar.